The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Šta se snima? Ovo vidiš zdaj. Evo, sončki, dobrodošli nazaj. Jaz pa gospod Miran sva začela zdaj ta drug podcast, ki so se pogovarjala že kakšen mesec nazaj, da bo skladila najina urnika, pa nekako se ni šlo. Tako da, Miran, dobrodošel nazaj. Kva se kaj dogaja s tabo zadnje cajte? Dober dan. Nič posebnega. Pestri vsi dnevi. Do zdaj. Da znam sklanjati. Čak, najprej te morava malo pohvaliti. Nazadnje, ko si bil, se mi zdi, da se ti maratoni pa to leto še ni začel. Pa si pa zmagal enega izmed večjih mogoče v Italiji. Kako so te tri... Corsa per Haiti. Aha, no, to. Ja. V redu. Končno, ne? Večno drugi, pa končno enkrat prvi. Ja, mislim, pa sej naredi se tako, veš, da pač, ja. skozi, ko si spredi, pol enkrat... Enkrat mora ratati, ja. Enkrat tudi slepa kura zrno najde. Ne, mislim, se treniraš to... Ja, sam pač se veš, vsi trenirajo, ne. Vsi treniramo, vsi trenirajo, vsi imamo na dirki, ki pridemo, prvih 10 imamo vsi isti cilj, vsi hoče zmagati, ne. Noben ni prišel, da bi bil drugi, tretji, ne. Tako da ne rata zmeri, ja. Je bilo pa pol po tej dirki kar dosti takih, ne, pač ne slabih dirk, ampak pač tisto, kar je zmanjkalo, recimo, kar je bilo tam, pa tam ni bilo, ne. Ok. Kaj si pa opazil mogoče, da ti je, ne vem, ok, razen tega, da si ti mogel poklopiti, ampak kaj si pa opazil tako, da si mogoče, a si kaj drugače delal, kakor na drugih dirkah, a je bil, ne vem, vreme, da ni bilo toliko vroče, ali ne vem? Ne, v bistvu, jaz sem itak ful rad, da je ful vroče. Okay. To mi ful ustreza. Ja, pač odvozil sem v bistvu pač brez napake, z glavo čisto, nisem se niti pokazal iz grupe do predzadnjega klanca, v bistvu sem bil skus nekje 10. pozicija tudi na klancih, ki se je raztegvalo, nisem nikoli nobene panike, pa sam pač pokrpal luken, tako da sem v bistvu res odvozil tako, no. Bom rekel, v Rogličevi sliki, okay. Tako kot Roglič, ne. Dobar. A pa si kaj tudi iz lani na letos, tako da si kaj spremenil, se ti zdi, da je bil pač nekje, da tako da si kakšen napredek naredil, ali načeloma greš po zelo podobnem planu? Zelo podoben plan, ja, edino mogoče sem malo več dodal fitnessa še. V bistvu tako, da tudi lani sem fitness delal, ampak zdaj ga v bistvu vzdržujem tudi skozi leto. Probam enkrat na teden, edino, kadar imam tako dirko, ga pa probam tisti teden ne. Drugače pa kar enkrat na teden. Okay. Pač nič ubijanje ali pa karkoli, sem pač vzdrževanje. In ja, v šprintih sem malo močnejši, ja. Drugo je pa, bom rekel, kar tam. Okay. Pa tle na tem maratonu ti si meni govoril o nekih takih cifrah, pa da vas je bilo še zmeraj enih 15 v grupi. To... Čak, kakšen klan ste odfurali, koliko ste meni, a se prav spomnim, si rekel 6,5 vata na kilo? Ne, to je bil prvi klanc, je bil, 10 minuten, ja. Ampak drugače pa recimo po prvem klancu je bilo 35 minuten klanc, pa smo šli, ne vem, mislim, da sem imel jaz 350 evrič v zavetrju na 66 kil, pa nas je bilo še zmeraj 25 grupi, ja. Tako da, pač v Italiji, mislim, se tu je dosti standard, ne, je pa res, da so mogoče tudi zato, ker je bil le prvi klanc, pa so bili še vsi dosti sveži, ne, pa pač skozi dirko se pa nabira pač ta utrujenost. So bili že malo kisli, tako, se je bilo že manj. Tako da na zadnjem klančku, ki je bil pa sem 5 minut, ne, saj smo prišli grupca 15 v spodaj, ampak ko je ta prvi napadel, sem isto čakal, če bo drug probo, ne, pa so sicer na nek tempo šli, je bil pa tako, da je bil 5-minuten klanc, koliko je bil procent, pa mislim, da je bil čez 10% poprečno, ne. Tako da itak nezga drafta ni, ne. Tako da sem polej rekel, grem na visok tempo, tukaj vem, da lahko, ne vem, zdržim, ne.
Pa polka sem videl, da dobivam zadnjih 200-300 metrov, ne, pod vrhom sem šel pač še all out, da sem mu na koncu priključil, da sva šla na spust skupaj, pa pol v cilj. Tako da pač ja, taktično bom spet rekel, no. Nisem šel z glavo čez zid, nisem pa ničaril, tako da na koncu je vse ratalo. Koliko preciljeno sta pa šprinta začela? On je začel že kar, ja, po mojem, da je bilo 300, če ne 400. On je prehiter po mojem začel, ampak ga ni zmanjkalo, no, sem mislil, da ga bo prej, pa ga ni. Tako da je bil dolg šprint, ja. Ok, dobro, vsaka čast. Pa si imel pa kar, se mi zdi, da dva dogodka, ne vem, po moje smo vsi trije mislili, da boš še boljš odpeljal, pravi, da je najprej bila una Franja, ki si bil neki bolan, ne? Ja, Pa na Franji sem bil... Voziti nisi mislil? Ja, tako ja. Ampak sem šel, pa se v bistvu je vse v redu ratalo, v bistvu še na klanc, na Kladje. Sem bil jaz edini od Slovencev z zdravim grošlja, ki sem ga lahko držal, pa še en Poljak je preživel. V spredi je bila pa Fuga, je bil pa en Avstric, pa od Slovencev je bil še Emeršič v spredi. Mislim, da je imel Avstričec celo bliz 5 minut prednosti pod Kladjem, Emeršič pa nekje 3, ampak smo jih lih na vrh, mislim, da Emeršiča smo ujeli pred, ko se spusti, pa začneš spuščati dol, Avstrica pa pol po dolin. Tako da smo šli kar, no, šli smo še 20 sekund celo hitrej kalani z grošljem. Mislim, da je 10 sekund za Komon, ki ga ima Mohorič, nekaj tazga. 17, 15, nekaj tazga, ne vem. Vsaka čast. Čakaj, in kje te je pa pol Ja, pol je pa začelo, po Kladju sem že začel čutiti, da pač nisem več ta prav, niti puls mi ni začel para dol. Pač poznalo se je pač, da nisem v redu, ne? Da sem pač bolan. Pa cel teden sem se nekako zdravil, pa to. Nekaj sem še treningu spuščal, ker je šlo itak po dirki, je šlo še malo na slabš, ne? Pa 2 tedna kasneje je bil My Tour. Tam sem pa že pač čutil, da sem že kar v redu, ne, da sem že zdrav pa to, ne. Ampak sem že na štartu, ko smo šli, po mojem je bil prvi kilometer, ko sem Mateju rekel, ko smo skupaj vozila, sem rekel, smo že 170 pulza. To je že skoraj na... Grem že v threshold cono. Gospod Matej, kar prid sem. Mi da glih v tep. Jaz sem nekaj vse. Hello. A seš kar usedel? Lih sem rekel, da za My Tour, da sem ti že preci štarta rekel, da imam 170 pulza, da tu nekaj ni v redu. Ja, nisi bil dobro pripravljen. Točno to. In pol na Vršič me je pa itak konc. Čakaj, sem da jaz to naredil. Kaj pa to? Evo, bomo lahko kar trio posneli. To se čudno sliši. Pa čak Miran, da mi še povej, sem vi takrat, pa se lahko obadva, ste furali, predel ste skup še pršali, ne? Tale je bil spredi Grošelj. Ja, on je šel pred predelom. Pa ste bi pa pod Vršiča ste pa vsi, se pravi, vi bili skupaj, tebe je pa odrezali kje na sredini? V bistvu je bilo tako, da Grošlja, na začetku smo ga lovili, pa ga pa nismo hoteli jeti. Ker itak so bili vsi, ne, dajmo ga še pustiti, ne, smo ga že videli, smo ga imeli, ne vem, po mojem 15 sekund. 15 sekund je bilo. Kaj zato on že gledal nazaj, če ga bomo ujeli, ne, se je že malo ustavilo, kaj mislil, da ga bomo, pa smo se tudi mi zanalaš čisto stavili, ne. Pa je bil skus nekje 30-15 sekund, še spodaj pod Vršičem, pa je bil tisti Vršič. Mene itak, jaz sem šel po mojem 200, mislim, da sem gledal pol začer 210 vatov na Vršič. Čist me je odrezalo. V bistvu si dobro šel, kakor ti je še odrezalo. Ja, pa pulza sem imel pa 180, skoraj pač na thresholdu skus, pa še plus. To je bil average, ne, puls. Na 210 vatov. Pa ni bila vročina, pa to, da... Ne, je bilo vroče, sem pač, ne vem, meni vročina drugač ful pašen, ne vem, pač tu je bil tisto, veš, ki je bil prehlad, pa par treningov sem spustil, pa sem pa spečil, pa pač je bil tak day off, ne. In ti, gospodič?
Se to vidva, kada ste se zmanila zdaj. On je glih začel, ja, pa Mateju sem glih govoril in ti stopaš noter v salon. Naprej dogovorjeno. Dobar, gremo pol dalje. Oba sta mislila iti, zdaj ko še Mateja, kaj lahko kar tako. Oba sta mislila iti pol ta letap, detour ali kakorkoli se je rekel. Ti si ga pol šel odpeljati. Jaz nisem šel, ne. Ja. Če sem ti bi šel sam to odpeljati, pa bi šel pa nazaj domov. Ja. Okay. Pač 3 dni, 4 dni. Dopust v Francijo za 3 dni. Tako, ja. Okay. Ti si pa šel s tvojo drago, sta lepe slikce še naredila. In izkušnja, kako je bilo letos? Tako, kaj je 2022, težko. Sem zdaj imel druge prebilke takrat. Ful dobro izkušnja sicer, ne? Sploh cel 10 dni, ki smo bili 9 dni, je bilo ful dobro, sploh pol tudi izkušnja z turom, ker smo praktično res na trasi imeli po nesreč apartma v bistvu v istem hotelu, ko je Pogačar spal tudi. Mislim, mi smo to januarja rezervirali, nismo niti vedeli, ne. Okay. 600 metrov do cilja, tako da je bilo v bistvu, v soboto smo gledali tekmo do 15 minut do konca po televiziji, pa smo šli pa dol gledati pred hotel. Ne, zato, ker en dan prej smo pa 5 ur čakali na 2 serpentine niže na vročin, tako da, ne, res, moraš enkrat videti, zdaj mislim, da ne rabim več, no. Grem lahko v Francijo, sem pač kolesarc. Ker je bolana gužva, je ful dober feeling, ampak to je to. Enkrat si videl, ne rabiš več. Ne, to je to, ja. Glede tekme je bilo pa, ja, je pa malo daljša zgodba. Okay. Je pa... Se lahko poveš. Ja, mislim, lepo sem zastavil, tako, ker sem si nekako mislil nekje na prvem laktatnem pragu klanc. Dobra izkušnja je to, da ti takoj 200 mim preleti, grupa 200 se ti odpele. Mislim, pol se malo vmes začeš sprašovati, imaš pač dobro uro klanca se sprašovati, kaj je. Ne, ampak v bistvu je bilo dobro, no. Na koncu, mislim, da na vrh klanca so s temu Francozom, ki so v bistvu cel čas skup vozila, bila okrog 100 mesta, kar je pač, glede na to, kakšni kalibri so bili spredi, dobro bilo. Okay. Potem so začela Telegraf, zelo dober, isto, res dober tempo, nobenih težav niso imela, no. Zavoz, no, pa je pa prišel Galibier in zadnje 5 km mene toliko odrezali, da je bilo gotovo. 200 vatov je bilo tako na serpentini, ki je bil vink, sem komi spelo, ne, veš, ker je malo bolj strmo. Pa sem komi čakal, da na vrh šel na Coca-Colo, pridem na vrh, itak sam voda, pa eni siropi razni so delali, sem že to klev, pa sem šel na WC vmes, tako da sem si vzel čas, da sem k sebi prišel, približno. Rešila bi me Coca-Cola, sigurno, liter Coca-Cola, liter pa pol mene vedno reš. Okay. Ja, če je premalo, še malo dodam. To je že kar doza, ne? Ja, je ta prava doza. Inzulin pizdat, kole. Sam pol bi šlo, ne, in pol ni bilo te Coca-Cola, sem nekako dol do Sarena po tisti dolini se pač pelo, kakor sem se, občutek je bil, da je bil pijan. Ne vem zakaj, pač čist sem bil ven. Si bil tako kaj kuspi, na koncu. Je, zelo podobno, no. Tam sam, da je bila široka cesta, da ni bilo treba nekaj manevrirati. Se pa kusi je bila tudi široka, ja, pa je šel kar ravno. On je videl drugače tisto. No, pa je bil pa Saren, tam sem pa pač en tak normalen tempo vzel. Spet sem rabo se spet ustaviti, zapiti pa polivati, ker enostavno je bilo, me je prej tako odrezali, da nisem bil več čista prav. Ampak nekako sem pol šel tistih 250 vatov. Okay. Mojih. Do konca kategorija moja, se pravi to, če gledaš na 40 let, sem bil tam okrog 15. mesta, kar je pač ok, generalno pa okrog 200. Če bi pa s tem šel, ker so bila skupaj res lepo vozila, bi pa prišel okrog 100. mesta. Okay. To bi bilo pa itak super. Ampak se pravim, razlika je bila samo to, da tisti Galibier sem jaz dobil od njega že 10 minut, vsaj plus postanki, vse ostalo bi bilo vse isto. Daj da mi povedati, se vam je zdaj logično to, ti si bil par let nazaj, si šel že to peljati, pa si bil, ne vem, kjer si rekel, takrat okrog 10. 20. Ne, bil sem pod Alp d'Huez, sem bil tam okrog 25 do 30. mesta, pol na vrh sem bil pa 77.
Ne, skupno, ko si takrat, ko si ta letap šel že pelat. Si bil, to je to, ampak prebil me je spet najbolj jasno. Ne, bolj to, je logično, da te dajo pol, ne vem, v zadnjem boksu skoraj, da ne? Meni ne. Se sem razmišljal, ko sem narobe naredil, sem vse realno ocenil, pa sem bil pa 9 boks od 17. Okay. Jaz sem dobil, zadnji dan so mi odobrili 0 boks. Okay. Ampak dokaj nisem tja prišel, nisem vedel. Ajde, gremo naprej. Ta vikend je pogi, karkoli. Challenge, vida gre ta furat? Jaz ne. Ne greš? Ne grem. Zakaj ne? Nisem dosti dober za pogija. Pa itak bi že to lahko vedel januarja, ne? Ampak dober. Jaz grem. Ne. Ti greš? Ja, grem. Dobar. No, saj za enega lahko navijali. A boš že v bodiju? Ja. To! Tak se mogoče se lahko šel. Ja, ti se kar parjal. Zdaj, ko boš body videl, to... Jutra moraš še dolg trening narediti. Ga moraš pokazati. Se moraš biti spočiti za 45 minut effort. Ja, ček pa sej, danes pa prideš v komendo, ne? Danes pa pridem. Ok, dober. Tebe pa danes nova, ne? Ti imaš pa family. Ja, to mala je neki najmanjša. Je fasala vročino, ko smo bili na morju še v sredo. Pa še danes je malo vroča, tako da. Ok, dober. Ja, mi bomo navijali tam na unmu vinku, ko bo vse tako ta prvi, ta najhujši del čez. Misliš pred ciljem, tam gor? Ne. Po 2 kilometrih, ko greš levo. Aha, ok. Tam na unmu vogalu sem gledal. A greš dol? Ko se začneš čisto malo gor, pa se došče dol. Aha, ok. Kaj sta glavne ceste, ko moš levo proti Krvavcu zaviti. A ja, v nedelo? Ja. Jaz gledam jutr, mislim danes. Ne. Danes pa še ne vem, kje bomo, ker bomo štartali pa še okrog 6 iz Ljubljane. Bolj ne boste šli do vrha Krvavca? Ne. Pusi. Jaz sem bil 14 dni nazaj. A ja, se res, ja. Če ne grem več letos gor, on čisto vesel. Mene zanima, kak bo vzdušje na vrh. Se zdaj bo odprta cesta. Ja. So napisali, da bo do 10. Ampak zaprta bo pa od 6 naprej, bo pa zaprta od Komende do Cerklje. Se pravi, tle, ko gre, ko štarta Pogi Challenge. Za avtomobile? Ja, mislim verjetno, ja. Ja, za avtomobile, ne. Ampak recimo cesta od spodaj, od Cerklje na Krvavec bo pa odprta do 10. Okay. Se pravi, zaprti tisto, kar je Pogi Challenge napisal v tisti svoj, ko se pač, v ta rulebook, ne. Je zaprto, je mišljeno samo tam, ko gre pač Pogi Challenge, ko se vozeš do Cerkelj, ko je pač zaprta vožnja. Tam bo zaprto cesta že od zjutraj, zato ker bodo oni pač postavljali te svoje stvari. Tako da okrog boš pa lahko prišel, zato ja, da boš če greš pa na gor Cerklje, navijati. pa na Krvavec greš pa lahko z avtom do 10, oziroma ne vem, 9:45. Ja. Mi se glih snemamo. Se kar obrnil. Enač bom jaz tole podcast kar ven v soboto, zjutri, zato da bo folk mogoče še obveščen, kar se tega tiče. Pa mi naslednji teden je pa že izlet ta drug. Kako sta bila s prvim zadovoljna, ker mi niti nismo mogli podebatirati to še v živo. Vsi, ki so prišli, so bili vsi zadovoljni. Tudi Petra, ki načeloma skritizira vse že od začetka, je na koncu bila ful zadovoljna samim izletom. Ker se je najedla, ne? Ja, ne, veš kaj pa ne. Pri nekaj se štarta, ne, pa kaj je malo prehiter, se veš, to ženska to ne more obračati 220 vatov v skupini. Zato jih je še midva niso od spredi. Ja, vidva sta lažja. Ja. Ona ima težo kego. In ja, je bila hiter pol, se veš, ona mora kaj pokritizirati, pa zgodaj se je mogla zbuditi pa tako. Pa ja, ker smo pa zaključili, pa kaj je dobila une mrzlo pijačo, je pa zelo hiter. To je bilo ful dober, to pa joj, to pa super, tistret. Tako da zdaj bomo že, ta drugi izlet bo pa. Tako da vsi, ki te poslušali, jaz bom vzel še drona sabo, najbrž še kamero, tako da vas bom še po fotku, ko hočem imeti slike, tako kot te vsi lepo v approved klub dresih, bodijih. Ti si videl, ko sem jaz bodi včeraj gor tlačil? Sem se malo nasmejal, ja. No, ko ga boš dajal gor, se posnem, me prav zanima,
če ga boš dubil gor, zaradi tega, ker že čez noge, jaz toliko težko, ker sem ga dubil že do sem gor, sem rabo 1 minuto. Se ne zabavim. Vse druge hlače, gor potegneš, bum, so tako, takoj. To, jaz, ne vem, res to, ki je pač aero, tudi materijala, ne vem kaj, ampak, glej. Ja, načeloma, jaz sem imel tudi že en tak body, ki sem ga od začetka kar težko gor dupal, pa je bilo skozi lažje. Ja, ne, sej tako, kot sem rekel, se sem že včeraj napisal, ker sem se smejal v polnovnih storijih, da pač dober body mora težko gor. Ker jaz isto, te, ki imamo od svota, imaš navaden body, pa imaš pa enega, ki je pa super speed, ne, ki je pač cel fršlus, ne, in je pač nima unga več, da se tle odpne, ne. In je skus in unga že čez bok težko gor dobiš. In pa že čez bok, če si premalo preveč, ga lahko že tle v spodi na fršlu že malo počeš, že včasih slišiš, da je tako. Okay. Ampak pa gre ja, tako vsakeč gre malo lažje gor. Se mene isto najbolj skrbi. Ajde, gor ga bom še dubil, ker zdaj vem, da se moram začeti oblačati. Ne, dol gre lažje. Ja. Jaz tudi dol. Pač najtežji prvo roko ven dobiti. Ja, ka moraš vleč, ka neumen. Tako da jaz to ne vem, kako bom jaz to, ka bom spukan, kam to dol tlačil. Problem je še pol, ka si čist mokr pa to, ne? Tisto je pa še malo težje. Tako da po moje, da kam prišel z kolesa, kam me v prvič bodi gor, bom tako prvo uro, bom tako se spočil, nekaj spil, lepo pojedel. Pod klimo, da se posušim. Ja, pod klimo, da se posušim in pa ga bom dal dol. Mogoče ni za vsadzga. Prav čakal sem. Dobar, hvala biš, prijatelj. Seš pozabil do jutra. Ma ja, sej, it's all fun. Dobar, kaj imate pa pol še naprej, še kakšen cilj? Jaz grem etap Slovenija pa Istra. Istra mi je glavni cilj. 300? Ja. 2-krat sem pelal, 2-krat sem bil med 10, zdaj pa upam, da bom med 5. Ok. Sprav upaš za zmago? Ne, vem, da zmagati ne morem. Fuluno. Na zmago moraš iti. Ja, mislim, itak se greš vsako derko na zmago, ampak ne. Pač to je tako, da bi rekel za nedeljo, da bom Federja pač prehitil, ker vem, da pač... 7 dni je on pomemben, pogja moraš. Ja. Čekaj, kdo pa prejšnjo, jaz ne vem, kdo je zmagal? Je ta Feder. Istro? A ja, Istro, ne vem, a je Lakata? Po moje. Mountain bike, ta. Svetovni prvak ja, v teh maratonih, ja. Pač pro, ta prav pro, ne nek kvazi. Kaj pa kakšen od teh cestarjev, tako da bi... Slovenc najboljši je bil Grošelj, ne vem, 6. Ne vem, če sem se začal. Kaj pa ta Avstric, ki je letos bil bolj bolan? Hans Jork. Ja, ta pa tudi še ni zmagal, ampak je bil pa mislim, da 2-krat ali 3-krat celo drugi. Zmeri ga, mislim, da ga je enkrat ga je Lakata odšprintal, enkrat ga je ne vem kdo, zmeri šprint zgubi pol. In vi, gospod Lovše? Na Japonsko grem. Na svetovno prvenstvo. To sem zdaj izvedel. Kvaj, ne uživajo, to je pa noro. Dopusta, ne vem, če imam dosti, na 12 poredu. Največ problem v življenju je, če imam dosti dopusta. Ampak res, zdaj sem dobro, da sem ga šparil od lani. Ker pol takoj, ko pride nazaj, grem pa za 14 dni na morje. Pa zdaj en teden v Franciji. Tu sem ga že jaz na Goltes prišel, kako imaš lahko toliko dopusta. Vse ga nimam, od lani sem ga 8 dni šparil. Tako da, pa to, veš, za letos pozabi praznike druge. Dobar, ok. Kdaj pa jedno se to... 23. gremo, mislim, da je tek... Kaj je to, september? Ne, augusta. Čez par tednov. A ti pol ne greš na letap? Letap je potem, sam po moje bom šel na dopust, rajš. Bom videl. Kdaj je letap? Kjer dan je letap? Ne, ima je 6. Če je sobota, bi mogoče šel pa direkt na morje. Ne, mislim, da je nedela. Po moje nedela, tako. Vedno mislim, da je nedela. 95%, da ne bom šel, no. Ni pa še... Mogoče pa ja, no. Mogoče bo pa dopust dobim od ponedeljka naprej. No, ti sam gledaj, da boš imel še en dan dopusta z Lombardijo? To je zdaj že uradno, ali kva? Ja, pač v glavi moramo mi 3 imeti, da gremo. Ja, ok. Ne vem, kako ga bom zdaj to dobil, bom mogel kakšno nočno prej delati pa... Ja, ne vem, lej boš, neki se bo že.
To je zaključek tvoj pa problem, moraš boš rekel, ne? pa Lombardijo pač pogledati v živo, pa pol mogoče še maraton odpeljati, to po moje bo kar fajn. Mislim, to si zdaj Lombardijo, maraton odpeljati. Je sej, Lombardija je v soboto, maraton imamo v nedeljo, pol še skupaj se podružimo, v ponedeljek gremo pa tam. Je, čak, da gremo pa tja. V petek. To so Kdaj? 2 dni dopusta. Zjutraj, ne? Jaz tudi Je v petki dopoldan delam. enkrat. Ja, Ti v okay. petek delaš? Ker kjer. Mislim. Recimo. Ja, prav, ne? Mislim, zdaj, No, lej, Japonsko imam 5 ali pa 6 dni, zdaj ne vem. Jaz mislim, da bo kar 6 dni treba dopusta vzeti. Sej zih v Sloveniji imamo toliko praznikov, bo zih še en praznik. Vmes, lahko bi ga naredili zdaj, ker glih rabim. Ej, daj da mi povedati, se mi zdi, da se nas ful zdaj, ki je toliko vroče, se obada s to vročino, saj rekreativcev. A je kakšen pameten nasvet, kako se navaditi oziroma kako se pripraviti na vročino? Ja, mene Kar ti, kažeš. V anorak se moraš obleči pa iti. Ja, To sem še jaz, lej. Učke za svetle. klin se s klinom zbija. Bolj ti je vroče, prej navadiš telo. Itak. Tega pa ne, Ja. pa padeš dol. Jaz sem bil na morju v Anoraku na 35 stopinj. Pa še podkapa. Veš, kako je to, ko oni starejši, 80 let stari, ki gre v 12 na kolo. Ja, sej to. Ker nima občutka več. Sej to je, ja, sej buhvaj. Tisti, ki so me videli, buhvaj kaso. Malo sem moram mislil, da psihiatra. ta je nek bokser treniran, Ja, da če dol Da kile. zgublja težo, ja. Ma, ne. Mušjah kategorija. Ampak ful več spiješ pol. Ja, sej moraš, ja, ja. Alkohol ali... Ne, Ti pa še. moraš tudi pač tako, a moraš dejansko tudi elektrolitov Ja, več itak, spiti, ja, ja. ker ful pač švicaš, ne? A pa si gledal Sem s tem dlih navadiš telo tudi za elektrolite, ne? Da jih Ja. malo bolj porablja pa to. Manj jih porablja. Pač bolj intenzivno, ekonomično. tako pač, ja, tako, ja. Okay. Nekaj ti si kar poseben človek, ne? Ti si Ja, sem, že parkrat na zadnje, ki sva snemala, si rekel, da si na Franji spil 4 bidone na ta dolgi. Pa dobro, Franja, ajde, ja. A tebe je tudi to normalno? Meni Ja, to ni normalno, zakaj? glede na to, Zakaj pa da ne? je skozi najbolj vroč dan. In kako boš drugače naredil? Ajde, 5 Ne mogoče. vem, No. mi smo šli včeraj 60 km, pa Ja. sem spil 4 bidone. Ja, vse na A treningu. ja, Ja. ok, ja, pač ja. Na treningu probaš čim več, na tekmi pa nimaš kaj izbire. Pač ja, na velike. tekmi, če nimaš neke velike izbire, moraš malo tako, ja. Lahko se ustaviš gor na vrh, če češ, ne? Pa počakaš, da pridejo. Zdaj se ve, zakaj jaz Evropa. nisem nikoli dober vozil. Ja, tukaj smo mogli se ustaviti, ne? Zapiti. Ja. Ja, pa še kaj drugega. Ne, veliko moraš popiti. Res na letapu sem jaz popil 8 bidonov. Imaš pa Ok. ljudi, ki so 3. Ja, ne, Kako jaz. so sicer zdržali, ampak... Sam ti si se na letap, si ga v izi vzel, pa si se ustavil, ne? Ja, polk je Lani. ni šlo drugače. Aha, Ne, ja, zdaj, letos v Franciji, mislim. aha, ja, ne, sem mislil Ne, tam ne, slovenski tam letap. se nisem tako izi vzel, čeprav mogoče izgleda, ampak... Ja, ne, zdaj sem gledal po kameri, si debatiral tam z Mohoričem zadnji, Sam pa... ni imel za pit sabo. Aha. Ne. Ja, To je pa bilo bilo, še, to je bilo še pred klancem, Preden je verjetno. pol, Ne? veš kako je to? Pred Logeš v jamnikom. easy, dokler ne gre drugi na polno. Pogeš pa tudi isto na easy, naprej, ker itak ne držiš. Ok, dobro. Kva ćemo še povedati? A imate še kaj? Ne vem, jaz sem samo letel vmes. Ne vem, Jaz nisem se se- pripravljal. Mislim, se verjamem, ampak... Da so se tudi tako ne bi, ne, ampak... A imaš zdaj le kakšne posebne treninge še do Japonske? Ja, zdaj bom začel, ja. Bom delal bolj, v bistvu res specifik, se pravi, malo bolj na hard treninge. Ne vem, Kaj to kako bom pomeni, zdržal. na hard ja, ne vem, treninge? saj bom Boš skakal on v božičkovi obleki Ne, okrog, tega ne bom ali delal. oni roparski? Se okrog mogoče na skakal? Japonsko ne bo tako vroče. Tega ne bom delal, imam sicer za avto ličarje obleko, ki sem jo zadnjič imel v Francijo. Da mi poveš, aj, kakšna je trasa? Lepa. Ne, 140 km, 2 ure 400 višincev. Prava. Zaključek mal klančka, par kilometrov pred zaključkom 10-minutni klanc, pa sred etape 40-minutni klanc. CCA. Tak zelo položen, tako da če ne bi videl, da imam možnost, ne bi šel. Tako pa se mi zdi, da je za mene narejena, da pa sem, če se poklopil še tale set 3 tednov treningov, da bom preživel normalno, da se zregeneriram. Ne, pa se Pa že govorimo. zdaj vidim, da ti neki skače ven. Ne vem, kaj mi skače ven. Mozak. Dobro, to mi je. To
To mi je že skozi, ne zdaj drugače, kaj je bilo. Tako da jaz vidim, da si kar že naspideran. Mislim, zdaj sem naspideran, dokaj imam treninga naredil enega težkega, pa bom spet rekel, da bi kolo prodal. To sem hotel reči, sorry, sem prekinul. Na Galibijeju, če bi kdo čakal, bi po moje ful pocen dobil kolo. Čudno zastojno v enem trenutku. Ja, vozi. Samo odpeljte me nazaj, vete to. Točno to. Se bolj po 5 minutah je bil že dražji, ampak... Okay. Ja, si to ti pa... To je jaz, ko sem šel na morje s kolesom, ne? Ja, si ti si imel pa tudi koliko 300... auto. Ja, jaz ti koliko 315, pa ne vem, 3-6 višinco. Ampak je šlo v redu. Sam problem je, ker je bil lih tak dan, itak nisem gledal vremena, pa tudi če bi ga, razen če bi bil zdaj res samo dež napovedan, ne bi šel, ne drugač bi tak šel. Premrzel. Sem imel kar, ja... še ne pršel to. Denisa, se še ti pridružiš, ko glih snemamo. Tako da sem imel kar podvig, mogel sem se trikrat sem se ustavil. Trikrat sem se ustavil skoraj po 1 uro, no, ko sem čakal, ko so bili te nevihte, nalivi konkretni. Tako da sem stal pod strehom pa čakal. Ampak ja, drugače šlo. Vmes sem 33 prosjek. Meni je bilo to najbolj kar sem računal. Ker nama pa usta video, da ima piknik. In tako na tleh pred pumpo, ne vem, kva si že imel, si ja, vse sem imel. Bombone, koliko sem salamo, pojedel, 100 gramov na uro sem pol, ko sem si vnesel noter. Suho salamo si jedel ali? Ne, ta prave hrane pa nisem jedel. Tisti dan sem bil v deficitu 3000 kalorij. Ampak sem bil pol do sobote frej kolesa, se pravi, kaj? To se meni ne more narediti. 5 dni, 4 dni, tako da sem pol vse nazaj nadoknadil, nič bat. Okay. Dobar. Di mi povej, naslednji vikend, ko gremo na tale klubski izlet, je kaj tazga glede na to, da pričakujemo, da bo vroče? Kaj posebenega? En klanc je vmes 2000 višincev skoraj. Daj ti potem. Ne, mislim, da ni težka trasa. Tam boš še ti 4krat gor bolj. Ne vem, sploh ne vem, kaj sem zrisal pol iz Preske, sem zrisal čez Bogenšperk ali sem zrisal čez Mislim, da ni Bogenšperk. Pol je Gabrovka. Ja, pol je nič mislim. Najava. Ne, Gabrovka. Ne, iz Preske takoj levo gor. Tako je, ja, pač proti Gabrovki, ja. Se pravi, kaj tisto 8 minut malo bolj stranega klančka. Okay. Ampak ne, nič tako. Nič težkega. Preska je položena, tam bo cela grupa. V primerjavi z Gulte je po mojem tole... Mislim, višinco bo na koncu verjetno isto, ja. Ampak pač več kilometrov, pa dosti več ravnine. Skup srčki, tu bo cela grupa bo letela, bo tudi poprečno večja. Resno? Ne, ti polka strašiti. Mislim, vse veš v zadnji v grupi, ne rabiš veliko, če jih hitro. Jaz sem tisti dan, imam easy. 5 ur easy. Vse je biš od spred. Tako da. Dobar, dubl smo glih, se pravi, tako smo že prej omenili, se pravi, dresi so pršali, body so pršali, to morate zdaj video malo sprobati, da vidimo kaj pa kako. Jutr. Jaz ga bom že danes, zdaj kom šel na bike, za res polnedeljo. Ja, spremljite Miranov Instagram, se takdaj še kaj nasmejali, pa videli boste, kako trenirajo ljudje, ki so resni, kar se tiče kolesarstva. Kako hočeš ti reči? Ja, ti ne objavaš toliko stvari gor. To je pa res, ne? Jaz na umnosti ne objavljam. Ali pa sam to objavljam, no. Nisem. Se ne vem, imamo še kaj zapovedati. Provam razmišljati, ko se mi tako... Koliko misliš, da bo dokdaj lahko letos držim Federja na Pogi Challenge, ajde? Kako je pa pripravljen zdaj Federer? Mislim, nimajo enkrat oni zdaj tudi s tale njihovo državno? Ali imajo to oni konc leta? Jaz mislim, da je sigurno do spusta. To je moj plan, naprej pa odvisen, kaj boš delal. Loga še malo držiš, loga pa kar spustiš, pa greš svoj tempo. Nisem še šel v analizo klanca, ampak mislim, da je tak po spustu, tisto, da je pol še ne 5 min, ajde rečemo več, do ravnince spet, ko se poravna, ne? Ja, jaz sem glih hotel reči, da kleka je una jasica, ko se naredi, pa ko gre, se pravi tam levo še, pa ko bo šlo desno, tam je pa pol spet malo... Pol je že uno, ne, ambroš, ne. Zakaj sploh kompliciraš? Pred vrha ga držiš, pa pač Jaz ne vem, kva smo... Ne, cilj je do spusta, lani ga nisem do spusta, ne. Jaz nimam teh problemov, do kuk cajt ga moraš držati. Ali ga držiš do konca, ali ga pa pač ne držim več.
Ne, ja, če ga do spusta držiš, pogovarjal sem se z Gafurjem, ki mi pač pomaga. Pa je isto rekel, pač probaš do spusta držati, ker boš veliko več dubo, kot če boš šel kar nek svoj tempo, ker boš na spustu itak počival tam, ko bo te vi stal, levi wing, tam se tudi že tuk porona, da že malo lahko, ne. Siguran, če nisi preveč očes, da pol skozi več zgubljaš pol naprej. Ja. Ne? To je razlika sam. Je pa tako... Good luck. Mislim, vse izgubiti tak nijem kaj. Drugi sem že bil, če bom še enkrat ne bo nad za to. To je bilo res, ja. Malo je vprašanje, da v Pogi za nami štartov. Je po mojem... Za ta bo ne, če ne greš, kaj zdaj? Je dej pej, zdaj se prijava, ajde, dej. Ne, ker jutri eno dolgo. Ne, kakšno dolgo. Jutri danes boš ti Magnifika poslušal, jutri je lepo na kratko. V nedeljo greva, po derki greva še pogledat Možjanco iz druge strani, ko bo šel etap. Pa boš imel dolgo, evo, lej. Pa ogrevanje bo 40-45 minut. To je boljš. Ma že 3 ure boš imel v nedeljo, konkretno bajka. Pa fan klub boš imel v Vinku. To lahko gre pa tudi navijal. Brez štartnine. No. Ne. Dejta, to še nismo omenili. Zaključil se je tur. Ti si že bil pač, zdaj leto si šel gledat. Se je zavajal dva zdel, kaj tako posebenega na turu, da se je kaj tazga zgodil, da, ne vem, da vam je ful ostalo spominu? Jaz sem ti že prej povedal, da nisem tura nič gledal. Zadnji dan sem gledal. Na Instagramu vsak reel, ne vem, po mojem imamo 10 reelov na dan, sam kaj da Miran v grupo, tur gleda pa 2 etapi. Ja, sej, hvala Bogu za Instagram. Ja. Sam, če si kolesar, ga ful težko gledaš. Edin, če za nazaj pa zvečer. Sem takrat greš pa že spat po noči. A veš, da meni je bilo pa ful dobro gledati. Jaz sem ga zelo veliko gledal v primerjavi s prejšnjimi leti. No. Za nazaj sicer. No, ali pa ti, kar si v drilu zvedel. Mislim, posebno ga ne vem. Videl, koliko so se tolkali na Abdehuezu. Ja. Kako so zbil unga, ali skoraj zbil, pa se je uno avto zaletel. Jaz mislim, da tle je itak malo pofejlano s kolesarstvom, ne, glede na to, kakšne so nagrade, kakšne imajo plače kolesari, pa koliko je gledalcev, ne, v primerjavi s fuzbalom, ne. Pač pol, če že dajo, če spustijo, ne vem, koliko so rekli, blizu 500 000 ljudi. 600 000 je bilo. Ja, na US, ne. Pač pol saj dajte neko vstopnino, pa tisti denar razdelite saj med ekipama, ali pa kaj se vem, ne. Ja. Zato se je nekaj pač tu je, ali pa saj ograje, daj, ne, pač tu ni dlih, no. Če je tist, kdo je padel, a je Tehada, ali kdo je bil? Rubio, ja, če je dobil 21 šivov, tle, če je šajbo prebol z glavo pismo. Aldo je se res poseben, ne? Ker tukaj je bila ograja do 5 do cilja je bila ograja, ker nikoli ni. Ne? Ja. Plus še dol nižje so bile ful ograje, ne? In pol enem delu, ki jih ni bilo, tam so se po moje vsi nabrali. Ti si meni malo prehudono, ker so res tak delali, se pol videli par posnetkov, kak so delali z drugimi avtomobili. Moraš pa vedeti, da to je že zjutraj na Aldo S gor, ker sem šel jaz. Ja, pa že 2 dni prej, ne, sej se veš, ja. To je itak, ampak zjutraj jaz sem mogel peš hoditi vmes med kolesarji, tako ki so gor hodili, plus to, da v soboto pred letapom so bili vsi v Vinki že pofilani z avtodomi. En teden prej. In v torek recimo niso več spuščali avtodomov gor. To je bilo zasedeno vse. Ja, malo tomačno vse. Je malo prehudo in zelo sreča, da ni bilo hujših stvari. Ja, sej pol naslednji dan so pa Saren so zaprli, ne? Naslednji dan sem šel jaz na Saren zjutraj, ne. In so me dva do vrha Sarena so rekli, ne moreš več, peš. 3 do vrha, ajde, peš. Pa zdaj so, bom šel peš, pa ker ne v policaju, spet malo pelem. Sam rampa, konc. Kaj pa zdaj? Ja, nazaj po isti. Se pravi, naredil sem že nekaj, 20 minut sem imel do apartmaja, sem lahko obrnil pa po isti nazaj, pa na Aldo S, ne. Ja, pa prav, ne pelat, peš. Kaj peš? Tam imam 45 km, ali koliko, ne vem. Ja. Pa spet, vsako vink, ki je bil policaj, peš, pa spet pelem. Pa peš, pa pelem. In vse zasedne, zato ker je toliko ozek klanc, da niso pustili, ne, pelat. Tako da je bilo manj ljudi, na Aldo S jih je bilo, mi smo bili tako skozi gor, ne. Zgoren del je bilo, ampak veliko manj, dosti bolj prijetno. Glih prav jih je bilo zdaj. Dobar, kaj pa od derke? Kaj me presenetili? Mislim, če je kaj tako, da ti... Kakorkoli se čudno sliš, mene Pogi ni tako presenetil. Mislim, da bi zdaj rekel, zdaj še pa boljš, kot sem mislil, jaz
sem imel v glavi, da bo pač... Nekako smo vsi mislili, da bo on tako šel, ja. Lej, nisem, da bi zdaj nekaj veliko razmišljal, ampak tako sem pač čutil, ne vem. Ja. Se ni to važno. Po ene sem dobre geste te, da je pač mal naredil tudi za druge ekipe. Okay, Ker velike naredil za druge ekipe, no. Meni to ni bilo všeč, ampak okay. Ja, sej marsikjer mu ni, ampak mogoče za kolesarstvo niti ni tako slabo. Pa jaz pa glih mislim, da je za kolesarstvo slabo. Glede na to, če si gledal včasih te razne dokumentarce, koliko si želi, koliko jim pomeni zmaga ekipam, pa ne vem, veš kaj, hec je to, da je res tako dober, da lahko dela krče. In se lahko to prvošel delati, pa ni izgubil. A si predstavljaš, ne vem, Phelpsa, da bi rekel, zdaj pa ne bom zmagal 7 olimpijskih, ali kolikor jih je dubu, se ne vem, da bi rekel, jem pa sam 3 dubu. Ali pa da bi, ne vem, Djokovic tam rekel, pa dej, danes bom pa ne bom igral, da bom temu čisto, da smo si nejasni. Jaz bi tudi raj videl, da bi on se zmagal, ne? Pa bi jih 8 ali pa 9, 8 bi jih zmagal. Ne, meni se zdi, 7, 8, da zaradi samega športa, da je boljš, da je pač nekdo, sej ni nujno, da bo dominanten, ne vem, 8 let. Ne, se lahko da je, pač če imaš ti takrat, ko si, da spustiš to šanso. Ne vem, si predstavljaš ti, da bi tam, ko si zmagal, pa bi rekel, jaz pa danes znam šprinte, pa kar temu pustil, ne, on samo šprinte. Pač jaz tega ne razumem, kako ne, če si najboljši, da ne daš pač vse od sebe, pač da zmagaš, zaradi tega, ker tako imajo tudi druge ekipe, ko bi rekel, ne dobijo pač tega, da ti neki podarjen kot športniku, vsaj meni je to najslabše. Tako da pač iz tega vidika jaz ne razumem, ja, pač vem, kako je za javnost, ko je Remko dobil uno etapo za Belgice, je bilo to wow, a ne. Isto za Francoze. Šparo se je za Pogi Challenge. Ja, mogoče zato, da bo isto tako kalani, ki je mene pol 400 metrov do cilja me stisnil. Zakaj pa ne meni podaril pol 400 metrov do cilja, ne? Še enem petim, ne? Ja, mislim. V nedeljo ga bo šel pa v Dilo gor, da bo se stisnil. Ampak jaz razumem te podarjene načeloma zmage, razumem sami iz vidika javnosti, da se pač hočeš kupiti zaradi tega, ker v Sloveniji nismo tega deležni, ampak če pa gledaš, kaj so pisali sploh v Franciji, pa mogoče tudi če kaj v Belgiji, ne, je pa pač pa mogoče razumeš, da ta pritisk, ki ga mi ne čutimo iz javnosti, da pač prihaja iz teh velesil kolesarskih, ne, tam pa pol pač razumem, da moraš iti pač malo korak nazaj, reči, ok, daj. Pač. Mislim zakaj tam, če je pustil Remko, to ne vem, pač on je tako v intervjuju rekel, da ni pustil, da je šel pač, da ni imel nič v tistem trenutku, če je pa pustil, je pa, ne vem, meni se je tisto zdajlo pol totalni kolaps, pač da ti cel klanc vleče za Del Toro, ta na konc ti pa 1 proti 2 ne zmaga, en je pač smešno. Pač tu... Jaz še nisem videl Pogačarja v vseh teh letih, da bi to tako naredil, kakor je pač... Ja, se zastopam, ampak pač po en stran mi je pa pač smešno, no, amatersko, no bom rekel, da so zgubili etapa, ki se je imel v žepu, ne. Sej, če Del Toro ne moreš printati, pa pač šprinte, ne, sej itak je odpal, kaj pa pol sediš na njegovem kotaču, pač. Ne vem, mislim, on drugače tako vse zmaga, ne. Večina neč nekaj ne prepušča, tako da nisem jaz zdaj toliko alergičen na to, sicer bi rajš videl, da zmaguje, ne, ampak če pa to naredil, pa pač ne vidim jaz zdaj nekaj big deal, ne vem, sam tako gledam. Meni je bilo fajn gledati, sicer bi tam, ko je bil vsako etapo rad videl, da zmaga, ne, da pokaže še tam, pa še tam, pa še tam, ampak ne vem, no, ne znam ti reči, da je nekaj, da bi rekel, da je meni to zdaj ful slabo kazal, ne, no. Ja, rezultatsko itak je, ni bilo presenečen. V bistvu malo negativno presenečenje je bilo to za Vingegaarda, ker sem vsaj mislil, da bo mogoče malo bližji, čeprav je pa res, da itak nismo imeli še pravih teh alpskih etap, tako da ne vemo točno, kaj bi bilo, ne. Za Remkota sem pa pričakoval, da bo med 3, da bo pač Bulka Lipović. Ja, mene je Remko pozitivno presenetil, bi pa po moje na koncu, če bi Vingegaard bil, jaz mislim, da bi Pogačar dobil vsaj še eno dodatno zmago, zaradi tega, ker bi oni tako derkali, da bi bila pač večja selekcija. In pol tudi vprašanje, če bi Del Toro bil tretji. Ne, to je tako pa tako ne bi bil, ne? Ker bi bil zdaj že Vingegaard
pa bi bil okay. Ampak to je res. Še četrti ne bi bil verjetno. Ja. Mi je pa všeč drugače od Remkota, ker ljudje razmišljajo, da pač on pač je spustil recimo na vseh teh etapah, je bil dropan, je spustil, ker pač ne more. Verjetno Remko ni hotel iti čez svoj limit in je šel tempo in je na tempo še zmeri lepo dobil Vingegaardovo grupo in na koncu je bil še bolj svež kot ostali, čeprav so se vsi šlepali, pa jih je šel šprintom. Ne, zelo pametno je dirko, pa videl se je, da je bil še pri teh njegovih kilah, se pozna, da je bil še kilo lažji, s tem, da moč je imel najbrž isto ali pa še boljšo, kakor je imel lan. In pač se je tukaj videl, da na to vedel je že sam, da če bo kisil, da ne more nič in pol je šel pač na une svoje vate, na koncu je bil pa tako močen, pač logično, da je šel še čez in je pač tako da, ne, meni je bil Tur tako, pa Pedersen, kako je furil, pač vsaka čast je bilo, pa pol ta Champs-Élysées, ki je tam je bila pač to je čist. Ona, da sta te številke, ki sta ona mogla furati tam, Pogačarju en slow motion se vidi, ki je ta dolg ovink, ki gre za Van der Poelom, ki se mu vidi po faci. Se je že na smeni se je videlo, da sta oba sta bila čist. Se je Van der Poel sploh proslavljal, njo se je samo legel. Pa tudi oni, ki so lovili, so bili pač to na koncu bili čist gotovi. Decathlon je dobro lovil. Čeprav na koncu nič, ne. Sta pa pol prvi pa drug. Če ne bi, pa niti te šanse ne bi imeli. To je pa res, Tako da, nič, evo, to je to. Hvala, da ste prišla, do naslednjič, sončki, uživite, čau. Adijo.